Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izbralo izvajalca interne kontrole medu. Letos bosta to Kmetijski inštitut Slovenije v Ljubljani ter podjetje Eurofins Eriko Slovenija v Velenju. Nas čebelarjev to ne moti, mi smo s tem zadovoljni. Vem, da bodo kot vsako leto čebelarji poslali dovolj vzorcev na preglede, da bodo potem lahko ugotovile te pooblaščene osebe, kaj vse naš med vsebuje in česa ne bi smel vsebovati. Čebelarji imajo na voljo 3 pakete, ki vsebujejo različne analize. Eden izmed paketov obsega 10 vzorcev cvetnega prahu ter 10 vzorcev propolisa in predvidoma 30 vzorcev voska na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoje v vzorcih čebeljih pridelkov. To je novost, te vzorce sicer malo lahko bi bilo nekaj več, ampak za začetek moramo biti s tem zadovoljni. Mogoče bo pa naslednje leto se to podvojilo ali pa potrojilo. Prioriteta Čebelarske zveze društev Maribor je izobraževanje članov zveze, posameznikov in skupin vseh starosti. Mi imamo vsako nedeljo tukaj dan odprtih vrat, tako rekoč, ali pa postani čebelar za en dan, kot mi temu rečemo, in tudi čebelarji potem po 12. uri prinesejo svoje vzorce, kjer jih mi interno pregledamo, to se pravi vsebnost vode, električno prevodnost in tako potem določimo tudi na podlagi tega sorto medu. Prioriteta Čebelarske zveze društev Maribor je izobraževanje članov zveze, posameznikov in skupin vseh starosti. In zdaj smo ravno v tem obdobju, ko zaključujemo tečaje apiterapije, tečaje čebelarjev začetnikov in tudi šolsko leto je pri koncu, izobražujemo te mlade o pomenu čebel, o pomenu opraževanja v naravi. Pred mesecem dni je bila na mednarodni ministrski konferenci omenjena problematika izginjanja opraševalcev. Glavni razlogi za izginjanje opraševalcev so urbanizacija, podnebne spremembe, intenzivno kmetijstvo, ki je vse bolj prisotno po svetu, pesticidi in globalizacija, ki na daljše razdalje prenaša nekatere bolezni in tudi škodljivce. Glejte, preživeti moramo vsi, tako čebelarji, tako sadjarji, tako kmetovalci, tako vinogradniki. In mi skupaj moramo sodelovati z roko v roki, kot jaz rečem, ne pa eni druge obtoževati. In moram reči, da je na tem področju kar vzorno sodelovanje. Vsi si želijo manj agresivnih škropiv ter kemikalij, ki vplivajo na ljudi, živali in tudi rastline. Zato imamo mi tudi stroko in kot lahko vidimo, vsako leto se kako škropivo izloči. Najbolj so navadne sicer za čebele insekticidi. Tukaj, če že to moramo uporabljati pravi čas, takrat, ko je najmanj čebel zunaj. To se pravi škropljenje po sončnem zahodu in prenehanje pred sončnim vzhodom, da se spodaj podrast pomulča, če se škropi v toku dneva, to se pravi v vinogradu, v sadovnjaku, tako da je najmanj čebel, da najmanj škodujemo čebelom. Ob približno 2 milijonih prebivalcev je v državi 11 tisoč čebelarjev, ki čebelarijo v 12 tisoč čebelnjakih. Skupno pa je v Sloveniji 180 tisoč čebeljih družin. Povprečen čebelar pridela 15 kg medu na panj, skupaj pa ga pridelajo približno 2600 ton.